Nahajamo se v Črni gori pod vrhom gore oziroma gorskega masiva Lovčen, ki se nahaja jugozahodno na črnogorskem področju. Pred mano tukaj je mesto Cetinje, za mano na drugi strani te gore pa se nahaja Kotor s svojo Boko Kotorsko. Lovčen je na nek način eden glavnih, če ne glavni simbol Črne gore danes. Ima zelo podobno funkcijo oziroma lahko bi potegnili ene paralele s slovenskim Triglavom. Sveta gora, v narekovajih, na katere vrhu pa stoji tudi neka simbolna stavba. Pri nas seveda Aljažev stolp, tukaj pa mogočen mavzolej, o katerem pa malo kasneje. Gremo sedaj ga pogledati. Tako, po 461 stopnicah sem prišel na vrh enega od dveh vrhov Lovčena. Smo skoraj 1750 metrov nad morjem, za nami je že morje. Zato je Lovčen tako mogočna in, lahko rečemo, simbolno sveta gora za Črnogorce. Lovčen je v bistvu dal ime Črni gori, ker so ga oddaleč videli kot temno črno goro. Danes pa je znan predvsem po tem, da je že bil v prejšnji skupni državi in to je tudi razlog, da danes govorimo tukaj na tem mestu na neke vrste o kraju spomina tudi za Slovence, saj poznamo Lovčen iz zgodbe kot grba Socialistične republike Črne gore, ampak da je Lovčen prišel v grb prejšnje Jugoslovanske republike, je ključno to, da na njegovem vrhu stoji ta mogočni mavzolej. Mavzolej, ki je posvečen velikemu, največjemu vladarju Črne gore, Petru II. Petroviču Njegošu, ki je bil rojen nedaleč stran, je pa pomemben, ker je bil pač vladika, posvetni in cerkveni vladar in je na nek način postavil temelje današnje Črne gore. Bil je veliki razsvetljenec, zelo izobražen možak, ki si je zaželel, da bi na vrhu te gore deloval je v Cetinju, da bi na vrhu bil pokopan simbolno sveto. Tako si je postavil v bistvu manjšo kapelo in po smrti 1851. leta, rojen je 1813, umrl je zelo mlad, si je želel, da bi njegove posmrtne ostanke pokopali, postavili tukaj gore. Tedaj še do tega ni prišlo, ker je Črna gora bila še vedno v nekem boju s Turki in so se bali, da bi lahko Turki oskrunili njegov grob, zato so ostanke preselili v Cetinje. Leta 1955 v kapelo, njegovo kapelo postavijo ostanke. Leta 1918 oziroma med Prvo svetovno vojno, ko tukaj seveda, kot še marsikje po svetu, poteka spopad, predvsem zaradi strateške lege Boke Kotorske, prihaja do boja med avstro-ogrsko vojsko, ki obstreljuje ta vrh in okolico, in kapela je poškodovana. Njegoš je ponovno premeščen in na nek način ponovno postavljen po Prvi svetovni vojni nazaj. Kralj Aleksander, tedanji jugoslovanski, postavi leta 1925 novo, torej poškodovano kapelico obnovijo, postavijo večjo in 1925. leta pride do velike nove kapele, ki pa ostane na nek način le do 70 let po vojni, ko jugoslovanska oblast Njegoša povzdigne v jugoslovanskega pesnika. Generacije, ki smo živele v Jugoslaviji, smo se učile tudi njegove pesmi, predvsem Gorski venac. Gorski venec je najbolj znamenita pesnitev, ki opisuje lepote Črne gore. No, v 50 letih
51. leta je seveda 100 let obletnica, pride do ideje, da bi mu postavili en močnejši, mogočnejši mavzolej, katerega načrte je že prej za kralja Aleksandra naredil veliki jugoslovanski, hrvaški arhitekt Ivan Meštrović. Tedaj Aleksander ni imel denarja, po vojni pa na nek način s pomočjo oblasti pride ponovno kontakt do Meštrovića in Meštrović na to 74. leta, letos praznujemo točno 50 let postavitve, postavi ta mogočen mavzolej, v bistvu simbolno umesti črnogorsko moč na to mogočno goro in danes je, kot sem že rekel, Lovčen eden, če ne glavni simbol Črne gore. Poglejmo si sedaj, kako izgleda mavzolej.